Smo v galeriji Ravnikar Space, oktober 2018, I have to go, Bollocks. Razstava, to je moja prva samostojna razstava risbe slikarstva v Ljubljani. Zadnjih 10 let sem živela na Portugalskem. Razstava večinoma, v bistvu ta dela so nastala v zadnjih 2 mesecih, večina del je pač produkcija zadnjih 2 mesecev, nadaljevanje moje produkcije iz Portugalske. Delala sem kiparstvo, podmetal sem Dube Sambolec, delala sem večinoma instalacije, fotografija, različne medije, pol šla sem v Španijo, Barcelono študirati sodobno ilustracijo. Ta se je pač odprla čisto nov medij, risba, sodobna ilustracija. V glavnem tam sem začela res pol samo risati. Potem, po 10 letih se vrnem v Slovenijo. Piera me povabi k sodelovanju, to je prva razstava, kakor sem že rekla. Par del sem dala pač namenoma te 2 kolaža, 6, 2014, 2011. To so te zametki prvi, ker sem začela tudi kolažirati, uporabljati monotipijo, to je taka grafična tehnika, zelo hitra tehnika delanja. In pa večinoma zadnji pol leta delam ful z oljem. Ta tehnika mi je pač, še vedno lahko zelo hitro delam, ne čakam, da se suši, brišem. Pač paše, no, k temu mojemu načinu delanja, ki je zelo hiter. Tako delam zelo hitro produkcijo. Način, kako delujem, je pa dejansko, v bistvu so to ene take čezdnevniški zapisi. Karkoli se dogaja, kar vidim, kar preberem. Pač nekako se nekaj zasidra, ko sem v studiu. Dejansko ne vem, kaj se bo zgodilo, nimam nobenega koncepta za vnaprej, vse gre v bistvu za en tak impuls, na hiter, zelo veliko inspiracije glasbe, glasba ful na glas, rock'n'roll, neka taka, mogoče neko katarzično ustvarjanje. Mogoče včasih eksperiment probavam iti še v drugo smer, nekaj mogoče bolj meditativne, drugačnega impulza, ampak nekako se ne zgodi. Tako da še vedno je en tak drive nekega impulza, nekaj malo bolj take neke divjosti in nekega podzavestnega driva, no. Začela sem ustvarjati tako bolj osebnostno, na akademiji smo pač ta študij, akademski študij pač nekega posnemanja, nekega učenja, tehnike, kar je bilo na začetku zanimivo, ampak to se zelo hitro lahko dosežeš en tak ta pik. Tako da v prvem letniku je prišla Dube Sambolec na 2-tedensko izmenjavo in takrat se je pač tak zelo velik preobrat zgodil. Zelo hitro mi je bilo jasno, ja, valjda delam res iz tega svojega materiala, ki ga nosim, pač vsa ta moja zgodovina, mogoče ne glih najlažja zgodba iz otroštva je postala res moj drive ustvarjanja, tako da ful instalacije, fotografiranje, mrtvašnice, ne vem, ful čiščenje, ful delanje, ful tako nek način, v bistvu je taka komunikacija, ki je šlo tako zelo veliko ven, brez cenzure, direkt. Ne, nikoli ne mislim pač, da delam to za gledalca, da delam to za nekoga, pač gre sem res samo za ta ustvarjalni proces, samo delam, sestavim, vedno se pač sestavlja ena zgodba, kjer se pač tudi vidi ta rdeča nit in ta dejansko ta sedanjost in ta moja realnost.
Včasih je bila ta realnost precej hardcore, zelo veliko seksualnosti, brutalnosti, jeze, pač ena taka komunikacija, ki se pa tako se je izčistila. V teh 15-letnem ustvarjanju se pač, hvala Bogu, vsak dan se spreminjamo, so se stvari tako izčistile. Tudi, če pogledam, kdaj pač kakšno dokumentacijo mojih prejšnjih razstav, tako, ne vem, kdo je to nisem jaz. Tako, res je tako en tak zapisik, gre za en tak proces, na nek način, da to nekaj predaš. Narediš, predaš, pozabiš in tudi res gre to za en tak delovanje. V bistvu užitek, no. To je najboljš, v bistvu, to je ful blagoslov, luksus, da lahko toliko uživaš, ko ustvarjaš in bi bilo super, če bi bilo to tako donosna služba, ker lahko oddelaš, uživaš in živiš. Kar me inspirira, dejansko vsa dela, ki so res, itak je vse, kar človek naredi, mislim, je tako zelo osebno, no, ampak tako ne grem se, ne iščem konceptov tako nekega političnega aktivizma, sicer ne, da me ne bi zanimal svet, ne, da me ne bi zanimalo, kaj se v svetu dogaja. Kaj me je ves čas tako ko ta trigger, pa to zanimanje, v bistvu tudi to neka ženska pozicija, ne, valjda v našem prostoru in v prostoru nasploh, ne, si iščeš en tak prostor pod soncem, no, tudi nažalost. Moja osebna zgodba in tako neko celjenje ženskosti, zaradi tega mogoče pol je tudi tako pride bolj do izraznosti, ker pač moram tukaj se mogli nekaj sestaviti in zaradi tega pol najbrž je to tudi neka tematika, ki me je pač ful zanimala. Kar bi jaz rada, je v bistvu na neke vrste ena samorefleksija. S tem, ko mogoče zakovnaš, mogoče daš ven, pokažeš ene stvari, ki niso najlepše, ki so v bistvu zelo tako človeške. Kaj si jaz želim in kaj si jaz grem in upam, da se bo zgodilo. Ful se trudim, da postajam vsak dan boljši človek, ampak boljši človek v tem smislu, da iščem v življenju in v vsak danu, da vidim lepe stvari. Ful nosimo teže, ful stvari, ampak dejansko, da iščem zavestno in spreminjam ta moj mindset, vse te mehanizme, v bistvu, da iščem lepoto. Na nek način sem mogoče hotela zanikati to mojo dark side, sam po mojem je jasno rad, v bistvu to sem jaz, to imam vse, zdaj samo od tebe odvisen, način delaš, kaj hraniš in v kaj se to prevezi. Tako da ta divjost, to je še vedno noter, še vedno gre, najbolj se bo v umetnosti vedno kazalo, ampak mogoče na bolj subtilen način. Glede te razstave, še vedno je seksualnost aktualna na drugačen način. Tukaj se gre, mogoče malo obrnemo, tako malo humorno, no. Še vedno se mi zdi, da si tako res dajemo preveč poudarka na te velike drame, no. Zelo pomembni so mi naslovi, ker je pač neka dogradnja pač slike. Itak ni neke velike filozofije v zadnje, ampak še vedno je fajn, no, tako da je ena taka komunikacija, pa se lahko še mogoče pol, lahko se še malo razširi. Ta dober mesec ustvarjanja, ki je nastanek te razstave, res je večina dela v teh 4 tednih, mogoče 4 pa pol, no. V bistvu se mi šele na koncu začelo dogajati. In to v bistvu je to skupek vsega tega, res se je ful spucalo. In ta triptih, v bistvu to je zaključek, no. To jemljem si kakor en tak statement, zaključek tega mojega, v bistvu zaključek nekega prejšnjega življenja, ki se je začel na Portugalskem, to desetletje.
nekega kopičkanja. Tudi hecno je, ker v bistvu ves ta triptih je v bistvu iz starih kuvert od deda, ki sem jih našla ful let nazaj in so te zadnje. Tako da to je konec, ok, gremo naprej. Tako da so v bistvu naslov so letters, 1, 2, 3, nima veze, pač so pisma. To so bile zadnja dela, ki so bile narejena v tem projektu. In tudi zaključek, v bistvu res je zaključek ene zgodbe. In tukaj je že izčiščeno, tle je že neka druga estetika. Zaradi tega, če bi danes postavljala, bi lahko dala samo 4 slike tukaj in bi bilo to tone. Ampak ne bi bilo smiselno. Gre se za to, da v bistvu tudi ten dokument, jaz se še nisem pač predstavljala v Sloveniji kot risarka, ilustratorka v tem smislu, tako da sva s Piero se v bistvu odločila, da bova pokazala neko dokumentacijo mojega dela, da ne gre samo za estetiko in da bo ta prostor dihal in da bo lep, ampak da se v bistvu mogoče kar malo nabuta in pokaže čistko in tak proces dela. Čistko dokumentacija, nekako se je izložil. Fajn je ta monotipija, tle sva dale eno tak 6 teh monotipij. Fuck, rock and roll, drama, call me sexy. To je v bistvu, to so neki dialogi v glavi, ko v bistvu vse skupaj se gre za eno hrepenenje po ljubezni. Vsa moja pretekla dela so pa v bistvu razočarana ljubezen. Tako dejansko sploh nisem vedela, kaj ljubezen sploh je, ta koncept ljubezni. Tako se mi zdi, da zdaj malo bolj razumem, zakaj so vse skupaj gre. V glavnem, hvaležna, da sem lahko pri Pieri, da sem lahko tukaj se prvič pokazala. In to je to.